Danes je z nami profesor dr. Boris Simončič. Dr. Boris Simončič je specialist parodontolog, doktor znanosti, čigar znanstveno delo je opazno tudi in zlasti izven meja Slovenije. Je častni gostujoči profesor na Stomatološki fakulteti Univerze v Beogradu. Že 20 let je zaposlen v družbi SIMED zobozdravstvo. Znanstveni svet Inštituta Jožef Štefan mu je podelil častno listino za sodelovanje pri prenosu znanstvenih in tehnoloških dosežkov in znanj. Dr. Simončič pa se intenzivno ukvarja tudi s področjem regenerativne medicine in matičnimi celicami. Kot znanstvenik in raziskovalec skuša odgovoriti na vprašanja, zakaj se staramo, kateri so razlogi za starost, kako se spopasti z različnimi boleznimi in, na primer, z uporabo matičnih celic v medicini to rešiti. Ampak, torej, moje prvo vprašanje je, kaj je vaša specialnost, parodontologija? Kako postaneš parodontolog? Ja, seveda, najprej treba se zahvaliti za to vabilo. Potem moram povedati, da sem zelo vesel v vaši družbi zmeri. Zelo lepo in tudi poučno. Kako postaneš parodontolog? Pravzaprav ne tako zelo težko. Najprej treba končati stomatološko fakulteto, potem je potrebno zbrati dovolj točk, da se uvrstiš na razpisu, da te sprejmejo v program specializacije, ki trenutno traja 3 leta. In seveda potem, ko je program končan, je potrebno narediti specialistični izpit in tako pridobiš naziv specialist ustnih bolezni in parodontologije. Se pravi, parodontologija se ukvarja z ustnimi boleznimi. Kaj pa je še to? Mislim, ne čisto. Ne čisto. No, potem pa povejte, kaj je parodontologija. Ja, torej, ustne bolezni so zelo obsežen del celotnega sistemskega telesnega zdravja. Parodontologija je pa pravzaprav veda o bolezni obzobnih tkiv. Torej, to je ena specialna veda in najlažje je povedati tako. Obzobna tkiva so 4, to je to, kar obdaja zob, kot ga recimo laično razumemo. To so dlesen kost, na posebna vlakna, ki držijo zob v kosti in zobni cement, v katerega se ta vlakna vraščajo na zobu. S tujko rečemo tem tkivom parodonci, slovensko pa imamo zelo, zelo lep strokovni izraz, rečemo pozobnica. Ker ste me glih povabili v studio, naj povem, da sem izredno ponosen in to tudi v tujini velikokrat povem, da smo mi izdelali strokovni slovenski jezik in lahko o našem poklicu, o naši vedi povemo v bistvu vse v slovenščini in ne uporabljamo tujk. Se pravi, strokovno razpravljate v materinščini, v slovenščini. Tako. To je pa zelo pohvalno. Ampak poleg parodontologije, sem v uvodoma že povedala, se navdušujete nad matičnimi celicami. Kje so začetki tega vašega navdušenja? Kaj to pomeni? Ja, začetki segajo pravzaprav že celo desetletje nazaj, ko mi je pravzaprav ta moja, rečemo, raziskovalna žilica prekrižala pot s 2 vrhunskima znanstvenikoma iz Ljubljane, in sicer to je profesor dr. Primož Rožman, priznani hematolog, transfuziolog, in pa docent dr. Mijo Kneževič iz NIBA in zaposlen v EduCelu, to je ena posebna specializirana ustanova za celice. Ona 2 sta mi povedala, s čim se ukvarjata, in to me je seveda izredno pritegnilo, namreč sam sem že pred 20 leti se navdušil nad biološkim, če lahko rečem temu, zdravljenjem in sem začel uporabljati pri svojem delu, namreč pri ustnih boleznih, pri parodontologiji je seveda veliko operativnega dela, in smo že takrat ugotovili, da če v rano daš trombocite, se pravi bele krvničke, da se takšna rana hitreje celi. Kasneje smo spoznali, zakaj, zaradi tega, ker so ti trombociti nosilci rastnih faktorjev in te so tisti, ki v bistvu vzpodbudijo matične celice, da se začnejo spreminjati v tkivne celice in se na ta način celjenje pospeši. In ko sta mi ona 2 povedala, da pa se ona 2 ukvarjata z matičnimi celicami, sem seveda takoj skočil. To je bil tudi moj končni cilj, sam nisem vedel, kako do tega priti.
In potem sta mi predstavila še ostale člane skupine sodelavcev in smo postali tudi osebno zelo dobri prijatelji, veliko se družimo. Se pravi, to je celoten tim znanstvenikov in raziskovalcev, ki se ukvarja s tem. Zelo velik tim, ja. Naj omenim tukaj še družbo BioResell, v kateri sodelujemo in smo pravzaprav razvili eno izredno zanimivo in inovativno metodo izolacije matičnih celic in ravno pred enim mesecem smo tudi izdelali prvi aparat, separator matičnih celic. Namreč seveda z razvojem in z učenjem, tukaj je veliko učenja, predvsem skoraj enako veliko kot raziskovanja, ne, smo ugotovili, da tudi celice, čeprav so matične, imajo določena nagnjenja, se pravi, ene se rajš v nekaj drugega spreminjajo, druge spet rajš v nekaj drugega. In smo prišli na idejo, če bi iskali takšne celice, ki že imajo po naravi neko predispozicijo, kaj bi raje bile. Jaz, kot sem že uvodoma povedal, nagnjenje. Bi se tako izogibal tujka, ne? Torej, ki imajo neko željo ali pa nagnjenje ali pa sposobnost, da se hitreje spremenijo v neko tkivo kot pa druge. Ne? In smo ugotovili, da če bi lahko takšne nekako našli in skoncentrirali, da bi verjetno bile terapije še uspešnejše. Tako da zdaj si veliko obetamo od tega, jasno, zato tega, ker je to en velik pomen in korak k pocenitvi teh terapij, namreč to je še zmeri stvar izredno visokih stroškov. Ne samo zato, ker je vrhunska tehnologija zadaj, ki je res izredno draga, ne? Ampak tudi vsi postopki, pa vse, kar narediš, da dobiš te registracije, da se lahko s tem ukvarjaš, so zelo dragi. Ne? In v začetku sem mislil, da je to še ena stvar od te pretirane birokracije, ampak potem, ko sem majčkeno bolj spoznal to delo, sem ugotovil, da je res prav, da je nadzor tako strikten. Ne? In mi imamo tukaj v Sloveniji JAZMP, to je Agencija za zdravila in promet z medicinskimi pripomočki. Te dame so zelo strokovno usposobljene, so res vse dame tam. In so v veliko pomoč, čeprav so inšpektorice. Tako da so nepopustljive, ni nobenega popuščanja, vendar izredno lepo vodijo strani regulative. Ne vmešavajo se, seveda, ne vmešavajo se v klinično delo, ampak skrbijo za to, da to poteka po zakonu in po predpisih, ker tako imenovano samo darovanje tkiva ali avtotransplantacija, da je mogoče bolj jasno, je seveda že tisočletja prisotno v medicini in pri človeštvu. Ampak spreminjanje celic in pa presajevanje celic in tkiv med ljudmi pa ni tako zelo enostavno in je tudi iz pravno-etičnega stališča zelo prav, da je to zelo natančno vodeno in uravnavano strani zakonodaje. Tako da tle smo v Sloveniji zelo pravzaprav privilegirani, ker je naša zakonodaja zelo dobra, bom rekel, natančna, lepo opredeljena, tako da ni dvoumna, in pa hkrati, kot sem rekel, sama regulativa, torej inšpektorji nam pomagajo in nas vodijo, da ne delamo pravno gledano napak. Sploh delate v sožitju drug z drugim. Odlično. Tako da prav tudi o tem, ko govorimo o tujini, so presenečeni, ker recimo tudi v zahodni Evropi, ker nam je ves čas vzgled, so marsikje, v marsikateri državi daleč za nami, kar se tiče zakonodaje na tem področju. In iz tega stališča seveda, ko so nekako zavrti pri raziskovanju in možnostih klinične uporabe, so tudi daleč za nami v samem tem... V regulativi tega. Tudi v samem kliničnem delu, pri zdravljenju, ker so precej omejeni, ker njihovi zakoni niso dorasli nekih direktiv, ki jih EU postavlja in potem seveda ne smejo delati. Prej sem omenila, da ste častni gostujoči profesor na Fakulteti za stomatologijo Univerze v Beogradu. Z njimi sodelujete tudi na področju matičnih celic? Seveda, to je pravzaprav bil razlog, da so me povabili. Jaz sem zelo ponosen, da so me povabili, namreč, ko sem prve parkrat imel na določenih kongresih v Srbiji moja predavanja, so me povabili zraven v tem smislu, da bi radi malo bolj spoznali to delo z matičnimi celicami, kako to gre, kakšne so možnosti v uporabi v stomatologiji.
in pa seveda tudi kakšne so možnosti recimo v državi, kot je Srbija, ki je ekonomsko slabša, recimo, ali pa prebivalstvo in tako naprej. V primerjavi. Ja. Pustimo zdaj v kateri primerjavi, ne. Potem sem bil pa presenečen, ko sem ugotovil, kako visoko kotira stomatološka fakulteta v Beogradu na rangu svetovnih stomatoloških fakultet, ne. In oni so bili takrat nekje med 50 najboljših na svetu, zdaj so že pod 40 ali nad 40 recimo, ne. In moram povedati, da je bil dekan, profesor Markovič, povabljen pred enim mesecem na Harvard, kjer so ga povabili z namenom, da predstavi, kako se vodi fakulteto, ki je v zadnjih 5 letih naredila največji napredek na lestvici kakovosti, in oni ne skrivajo želja, da postanejo v parih letih med prvih 30 najboljših na svetu. Tako da, ja, in seveda njihov namen je, da izšolajo lastni kader, ker nameravajo v naslednjih nekaj letih študij zdravljenja z matičnimi celicami vpeljati v dodiplomsko izobraževanje, in seveda vabljenih profesorjev je težko tak kup povabiti, ker je to drago, ne. Lažje jim je, da izšolajo lasten kader, ki bo potem skrbel za pouk. Za naslednje generacije. In tukaj jim jaz veliko pomagam, ne. Lepo. S tem, da tudi raziskovalno delo na mnogih področjih delamo skupaj. Kot zdaj govorite, uporabljate torej tole zdravljenje z matičnimi celicami v humani medicini. Ja. Ampak, kolikor vem, ste to zdravljenje preizkusili tudi pri svojem psičku, kaj ne? A nam lahko poveste, kaj se je zgodilo in kako ste z matičnimi celicami lahko pomagali? Jaz seveda z veseljem. Najprej bi povedal, da je ena družba, ki se reče Animacel, že več kot 10 let uspešno sodeluje na področju zdravljenja z matičnimi celicami z veterinarsko fakulteto v Ljubljani. Veterinarska fakulteta ravno tako zelo velike korake dela v razvoju teh terapij na živalih, ne? Kar še ni bil naš kontakt, ampak mi imamo doma seveda najpomembnejšega člana družine, to je takale 2-kilska, 2,3 kile težka kužika pomeranka. Lili je ime. In na žalost kar 30% kužkov teh pasme ima eno avtoimuno bolezen, ki se reče bolezen črne kože, black skin disease. Sčasoma dejansko cela površina, cel epitelij, povrhnjica kože postane črna in to na nek način umrtvi lasne mešičke in dlaka začne odpadati. In potem, če ima tak kužek smolo, tudi ne zraste več nazaj. Lahko zraste, lahko ne. Jasno, ker je to velik in pereč problem pri tej pasmi kužkov, se pojavlja tudi nisenih raznoraznih žavbic, krtačk, ne vem česa za nego te kože, vendar to nič ne pomaga, ne. Vse to smo seveda tudi probali. Potem sem pa začel razmišljati, da pravzaprav seveda, če gre za avtoimuno bolezen, to ni problem na koži, ampak je problem v telesu in se potem na koži samo manifestira, ne. Mi smo pa pravzaprav v teh letih raziskav prišli do tega, da so matične celice izvrstni terapevtski pripomoček ravno za zdravljenje avtoimunih bolezni pri ljudeh, seveda, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker je tehnologija nam omogočila, da lahko uporabljamo tudi celice drugih darovalcev pri določenih ljudeh, ki trpijo za kakšno boleznijo, ne. Ker če gre za prirojene bolezni, potem njihove celice ne pomagajo, ker imajo same, v genih imajo same to napako, ne. Mnogokrat mnogi so poskušali, zdravniki, ne samo mi, z matičnimi celicami, s to pač mislijo, ne, da one se lahko delijo v karkoli, in so poskušali in so ugotovili, da so bile te terapije neuspešne, zdravljenja niso pokazala želenih rezultatov, ravno zato, ker so te celice pač okvarjene na tistem delu in ni reakcije, ne. No, ampak do nedavnega je bila tehnologija enostavno nedostopna, nepoznana tudi, da bi mi lahko celice enega drugega
osebka priredili tako, da bi jih lahko nekdo drug sprejel. Zdaj pa je to mogoče in ugotovili smo poseben del teh celic, kar se tiče izvora, reče se jim mezenhimske, to so ene celice, ki imajo tako srednjo razvojno pot, odkot so prišle, ne? In so izredno dobrodošle, ker imajo velik potencial se spreminjati v marsikaj drugega. In ugotovili smo, da se jih spreveda s primernim obdelovanjem v laboratoriju, lahko kasneje uporabi tudi kot tako imenovana napredna biološka zdravila in kot takšna jih lahko dajemo tudi drugim ljudem. To je zdaj po zadnjih nekaj letih velik boom, sigurno ste slišali za te tako imenovane CAR-T tehnologije, ki jih uporabljamo, se pravi, celice programiramo v laboratorijih za določene rakava obolenja, da jih grejo loviti in jih poskušajo uničiti, jih potem damo človeku v krvotok in dejansko te terapije so zmeri boljše, zmeri več, niso še zveličavne, ker vsaka stvar, ki se začne, ima neke svoje razvojne faze, zahteve. Tako, ne moreš kar takoj začeti s trobentami, najprej treba s piščalko, pa potem s flavto, pa pol orkester postopoma na koncu pride. Tako da to je isto s tem. No, ampak razvoj gre res neskončno hiter. Včasih so bila desetletja potrebna, da se je en ciklus premaknil, zdaj pa govorimo o letih. Mislim, res je to super, tako da jaz sem zelo vesel, da sem v tem času. In vi ste tako pridobili matične celice nekega drugega psička, da ste pozdravili Lili? Točno tako, saj se nisem zgubil, samo malo sem se zaklepetal. Ja, saj to. Ker zelo rad govorim. Ja. Tako da načeloma gre za to, seveda, tako je bilo jasno, da z matičnimi celicami naše kužike ne bomo dosegli nobenega efekta, zaradi tega, ker so one same tudi ukvarjene na tem področju, torej pri koži ne bojo pomagale. Potem pa sem se jaz seveda pogovarjal najprej z mojimi prijatelji, ki sem jih že omenil, profesor Rožman, docent Kneževič in tako naprej. In sem jih vprašal, če prav razmišljam, torej če bi našemu kužatu dali transfuzijo celice enega zdravega kužka, če bi to šlo, in smo bili vsi nekako mnenja, da verjetno bi šlo, ali pa saj morali. No in tako me je pol pot pripeljala do doktorja Mohoriča na Animacelu, to je to družba, ki sodeluje z veterinarsko fakulteto. Je bil zelo prijazen, čeprav se nikoli nisva videla, slišala, in sem ga vprašal, če bi to šlo, in je rekel prav, da tudi oni niso nikdar probali, ker niso imeli takih izkušenj. Poleg tega, tako pustimo zdaj denar, ampak to ni najbolj poceni. In v glavnem, kar oni delajo, pripravljajo celice za zdravljenje revmatičnih vnetnih sprememb pri kužkih v sklepih. Tako na sistemskem nivoju pa niso še nikoli delali. No in jaz sem mu povedal, kaj mi delamo, kako mislim, da bi cela zadeva šla, in je rekel, da vsaj kar se tiče neke logike strokovne, bi to verjetno šlo. No in pa je bila naša naloga, da najdemo eno kužiko, ki bo skotila v nekem doglednem času in seveda, ki ima v rodovniku čisto sliko, da ta bolezen ni prisotna, ker se lahko pojavi tudi v drugih kolenih, ne takoj. Se pravi, cel pedigre je treba pogledati, celo deblo, black skin disease. Tako da ni bilo tam prisotno. No in smo našli pri dr. Kastelicu, to je tudi zelo ugleden veterinar, tlele iz Grosuplja. In oni imajo eno tako kužiko in smo ugotovili, da v tistem njihovem deblu tega ni. In ko je bila kužika breja, je dr. Mohorič izredno prijazno in sodelujoče šel takrat v Grosuplje, dobil popkovnico in potem je pač nek postopek, tudi nima smisla zdaj to razlagati, kako to gre, ker bi predolgo trajali, bila midva še zvečer tukaj. No, tako da je pripravil te celice in je potem naša kužika dobila transfuzijo. Za njo je bilo to precej stresno, ker seveda kužka je treba zapreti v malo kletko,
da se ne more premikati. Tačko je treba pobriti, da dobi tukaj v veno. In to nekaj časa traja? Ja, je pa hiter, no, tako da se ne muči preveč. Tako slabih 20 minut traja infuzija. Ne? In dejansko mesec pa pol po tistem, ko smo ji dali, je začela dlaka rast, koža je predhodno spremenila barvo, postala je spet rožnata. In to je potem držalo 2 leti, pa se je začelo pa ponavljati. Pa smo spet naredili in je spet zrasla in evo ravno za en mesec nazaj smo v 3. to naredili. Kužek je star zdaj že 5 let. Se pravi, ste povezali humano medicino in veterinarsko medicino, njihove izkušnje in predvidevanja. Pravzaprav smo povezali znanje. Znanje, vse to je. Ja, definitivno se tega ne sme povezovati. Znanje ampak humana medicina pa... No, ampak izkušnje obeh znanosti... Ja, to pa ja. To. Seveda, izmenjali smo si izkušnje, izmenjali smo si na nek način tudi izkušnje pri delu, kaj kdo zna, kaj kdo ve, kakšne imamo tehnologije, ker ni nujno, da so enake, pa so dost podobne. In pravzaprav so potem tudi oni naredili nek korak naprej, ker pač tega nikoli niso delali, na tak način niso razmišljali. Je pa, veste, tako tudi tukaj zadnji človeška nota, ki jo je treba povedati. Marsikdaj so zdravniki, ne nazadnje tudi živino zdravniki ali veterinari, kakor hočeš reči, izredno skeptični do nekih novih stvari, pridejo strahovi, velikokrat je zadnji tudi nezmožnost priznanja, da ne vejo nečesa. Češ se, jaz sem zdravnik, mislim, kaj mi imaš sploh še za povedati. Strah pred inovacijo, da ne bo kaj narobe. Ne, pa tudi noče priznati, da nečesa ne ve. In potem takoj začne a priori, to je pa nevaren. Jaz pa vem za primere, ker je recimo rak nastal iz tega. Rak je pač tabu danes v naši družbi. Vsi se tako ustrašijo, da pa je pa to že na drugi strani plota pa smrt, pa tako naprej, čeprav vemo, da ni res. Ampak to potem postavi takoj neko pregrado. Prej ste omenili tudi visoko ceno, verjetno. Tudi visoko ceno, ampak cena je tako, jaz velikokrat komentiram. Recimo ostanva v Sloveniji, se je treba iti kam drugam. Ampak Slovenci nimajo nobenih zadržkov kupiti drag avto. Pa seveda iPhone ima praktično vsak. Če nimaš iPhona, si butl. Jaz ga imam zdaj, ker ga moram imeti, čeprav ga ne želim čisto zares, ampak tako pač je. In tukaj noben ne vpraša za ceno. Ko je pa vprašanje zdravja, pa tako se reče, saj imamo zavarovalnico, saj mi plačujemo, se ne vem, kaj se vidite, kaj se po časopisu govori. Zdravniki smo zdaj trenutno najbolj črne ovce te družbe, krivi smo za vse. Politiki so čudoviti, vse so uredili, mi pa nismo zadovoljni z ničemer. Tako da tle, ampak kot sem rekel, jaz zmeraj komentiram, za avto vam ni težko dati, za lastno zdravje pa cenkate. Pa premišljuješ. Čudo. Tako da tudi, da odgovorim na vaše vprašanje, kaj je visoka cena, je zelo relativno. Vse poznate tisti pregovor, da ima zdrav človek 1000 želja, bolan pa samo eno. Tako. Zdaj pa še moje zadnje vprašanje, ki mislim, da boste nanj pritrdilno odgovoriti, ali je zdravljenje z matičnimi celicami prihodnost humane in tudi veterinarske medicine? Seveda. Ne zato, ker jaz tako mislim, ampak ker je, bom rekel, teh dokazov in tudi analiz neskončno veliko v literaturi, taki resni strokovni, kjer se lahko z določenimi metodami tudi dokaže, kakšni so trendi in predvidi, kakšni bodo. Naj samo povem, da se je v zadnjih 10 letih za nekaj 1000% dvignila prisotnost terapij z matičnimi celicami. Mnogo tudi ne rovarš tega, da cene padajo, ker seveda se veste, kako to gre. Više, ko je znanost, več, ko je ponudbe, potem se to cene nekako in pa seveda tehnologija nam gre ves čas v korak, ker boljši, ko so aparati, nižje so cene, od začetka so sicer visoke, potem pa padajo, in potem so to terapije dostopnejše. Po drugi strani mi se, tako kot sem rekel, pridno učimo,
ves čas beremo, ves čas se pogovarjamo med seboj, izmenjujemo znanja in na ta način smo bolj zanesljivi, lahko tudi človeku bolj, kvalitetno svetujemo, kaj zanj primerno, kaj zanj ni, naredimo manj napak. Napak v tem smislu, da so terapije zares učinkovite. Naj povem, tudi tako, če smo že v studiu, da trenutno do zdaj v strokovni literaturi ni bil opisan niti en primer, da bi te terapije komu škodile. Lahko, da ne pomagajo, ampak v glavnem pa ja. In zdaj, če so tudi, indikacije in vse strokovno dobro ovrednotene in utemeljena potem terapija, je ponavadi tudi uspešna. Zdaj, koliko uspešna obstaja pa zdaj v vseh, področjih, od rečemo humane medicine do veterine, obstajajo določena merila, po katerih vrednotimo, kako uspešna je določena terapija. Recimo za ortopedijo veljajo seveda popolnoma drugačna merila, kot pa za parodontologijo. Ja, veliko smo izvedeli in jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta najin kratek pogovor. In morda se nam ni treba toliko bati nevarnih bolezni, ker imamo na voljo matične celice. Vedno manj. Vedno manj, kaj ne? Škodili ne bodo, lahko nam pa koristijo. Točno tako. Res hvala lepa. Prosim, nasvidenje.